Imajo vojni ujetniki določene pravice in dolžnosti, ki se jim niso odrekle. Z njimi smo ravnali človeško, zagotovili smo jim brezplačno vzdrževanje osebne higiene in ustrezno zdravstveno nego. Nastanjeni so bili v urejenih prostorih. Poskrbljeno je bilo za ustrezno prehrano, obleko, obutev in čistočo. Z vojaškimi starešinami smo ravnali primerno njihovim činom, položajem in starosti. Vojnim ujetnikom smo dopuščali tudi možnosti telefoniranja in obiska svojcev. Vojni ujetniki so v skladu z določili Ženevske konvencije izbrali svojega poverjenika, ki jih je predstavljal pred vojaškimi oblastmi, Rdečim križem in ostalimi organizacijami, pri katerih so iskali kontakte in pomoč. Najprej so za svojega vodjo izbrali polkovnika, ki je bil nado pripeljan, predtem pa zajet v vojni akciji v Trzinu. Z ujetniki je lepo ravnal, z vodstvom centra pa dobro sodeloval. Njegova stališča smo razumeli celo kot priznavanje osamosvojitve Slovenije. Toda 4. julija je bil v poznih večernih urah med ujetniki iz uprave za notranje zadeve Murska Sobota pripeljan polkovnik, ki v nekaj urah s pomočjo zagrizenih privržencev za krajši čas celo prevzel povelje nad vsemi vojnimi ujetniki. Med postrojavanjem za kosilo je že prvi dan stopil do tedanjega vodjo in ga poslal v vrsto med ostale postrojene z besedami: "Slušaj vamo, jaz sem vama pukovnik Đurović, komandant pograničnih jedinica 5. armijske oblasti. Od sad dalje moja izvršna komanda. Je li jasno?" Ker ni bilo odziva ali pa se je kdo s potrditvijo odzval le sam, sem in tja, je še enkrat zavpil: "Je li jasno?" Takrat so se vsi čakajoči izbrani za odhod na kosilo v en glas odzvali: "Jasno, druže pukovniče." Potem je nadaljeval: "Od ovog trenutka dalje više se ne jede, je li jasno?" "Jasno, druže pukovniče," je bil odgovor v en glas. Ne samo pri kosilu, še pri večeri in ves naslednji dan so hodili mimo odprtega okenca v jedilnici, ne da bi smeli vzeti hrano. Grozil je tudi s skupinskimi prihodi na z orožjem varovano zavodsko ograjo, s samomori in drugimi izgredi. Skratka, v zbirni center je vnesel hud psihični pritisk tako na vodstvo centra, posredno pa tudi na vodstvo zavoda in na najbolj odgovorne za njegovo delovanje. Psihični pritisk so močno doživljali tudi ujetniki sami. Veliko dela smo imeli, da smo ponovno vzpostavili red.